Lepo pozdravljeni ponovno na kanalu Greg Skort, Gregor z vami. Mi smo se slišali od zadnje zmage Dallasa nad LA Clippersi, torej vmes je minil poraz Dallasa nad istim tekmecom, LA Clippersom. Razlika seveda očitna. Na enem srečanju dal Luka 51, na drugem pa 46, ne? Niti 46 ni dal jih je 45. Ampak nema veze, ne, ni to razlika. Razlika je v tem, da predvsem na drugi tekmi ni bilo neke bistvene pomoči klopi, ampak dobro, tega se dotaknemo v nadaljevanju. Danes imam eno čisto novo, čisto drugačno temo, ki se v tej smeri še nisem dotaknil. Gre za MVP dirko lige NBA in koliko možnosti ima Luka, da dejansko osvoji naziv MVP-ja lige. Bolj malo bi rekli, kaj ne? Pa poglejmo dejstva. Še predtem, lepo vabljeni, da se naročite na moj kanal za podobne analize, highlightse okoli Luke in Dallasa in vse povezano s košarko. Vabljeni. Torej, kako sem v bistvu sploh prišel do te teme? Zelo znan ameriški košarkarski analitik Nick Wright, ki je v bistvu neke vrste fanatik Luke Dončića, v bistvu zelo ga ima rada, tako rečem, zelo mu je všeč njegova igra, je pa tudi jasno, da ima rad LeBrona Jamesa. LeBron James je hkrati fan Luke, kar je dokazal tudi na zadnjem glasovanju za All-Star, ko ga je vzel v svojo ekipo, bla bla bla, skratka. Nick Wright je dejal, da je Luka zdaj, ko se je James Harden preselil k 76ersom, k Joelu Embiidu, glavni kandidat za naziv MVP-ja. Zdaj, gremo lepo po vrste, ne? Zadnja projekcija MVP govori o tem, da je Luka na 6. mestu in si ga deli z Ja Morantom, mogoče na 5. mestu, vseeno. V glavnem gre za delitev mesta, kar je še kar nekaj mest pred prvim, ne, na katerem se v tem trenutku nahaja Joel Embiid, sledi Jokić in tako naprej, ne. Skratka, kje je še prvo mesto? Zdaj, kaj je Nicka Wrighta argument? Argument njegov je, da se James Harden, torej kot smo dejali, se preseli k 76ersom, kar takoj vzame kar nekaj odgovornosti oziroma mogoče celo statistike iz naslova Joela Embiida, ne? Se pravi, Nick Wright dvomi, da bo Embiid nadaljeval s tako dominantno sezono, ko k njemu prihaja Harden, za katerega vemo, da je igralec, ki rabi svoje žoge, rabi 2 žoge, da ne govorim samo eno, ne? Skratka, verjetno Wright računa na to, da bo Dallas se nekoliko premaknil po lestvici, kar je pa spet vprašanje. Lepo smo videli na zadnjem srečanju, kako podhranjen je v bistvu Dallas, če Luki ne gre. Dejansko se je Dallas pogledoval s porazom zelo dolgo časa, dokler ni v zadnji četrtini na sceno stopil eden in edini Luka in praktično sam pripeljal tekmo v egal, ne. Načeloma se ni vedelo skoraj do zadnjega, na koncu se vendarle ni izteklo po željah vseh nas navijačev Luke in Mavericksov. Skratka, tudi 23 točk na koncu ni bilo dovolj. Ok, Dinwiddie prihaja, Davis Bertans prihaja, zdaj od zadnjega omenjenega roko na srce in po pravici povedano ne pričakujem kaj veliko. Upam, da se motim, najbolj bom vesel, če se motim. Medtem ko pa vam zdaj priznam, da od Spencerja Dinwiddija pa pričakujem kar nekaj. Ne pričakujem točno takšne sezone, kot jo je imel pri Netsih, takrat, ko je bil glavni igralec svoje ekipe in pa tudi en izmed glavnih v celotni ligi. Sledila je poškodba, zgodba njegova je potem šla strmo navzdol, številke ravno tako, posebej v Washingtonu ni opravičil zaupanja. Vemo, da so bila številna nesoglasja v ekipi, kar je verjetno tudi en izmed razlogov, zakaj je moral menjati sredino. Na nek način je to potrdil tudi Bertans, seveda, da ne gre za neko prešerno vzdušje v ekipi. Kakorkoli, kaj je s tem Dinwiddijem? Če bi mogoče on toliko doprinesel v drugi enoti, ker zelo verjetno bo začenjal s klopi, vsaj dokler se čisto ne uigra z ekipo,
Da bi vsaj držal rezultat, kar naredi prva ekipa. Vemo, da Luka je svoj igralci iz prve veterke sposoben kreirati rezultat ali ga vsaj dohajati, no, proti res tistim najboljšim, še posebno, ko je Luka v taki formi, kot je. Zdaj, če bi slučajno sledil kakšen dober niz Dallasa, čeprav na sporedu so težke tekme, Miami, Golden State, Utah, pred premorom All-Star. Če bi slučajno, kakorkoli v nekem kratkem času Dallas uspel nek niz, zakaj pa ne? Luka lahko samo napreduje načeloma po lestvici MVP. Vemo, da Denver z Jokićem je recimo celo za Dallasom. Z rezultatskega vidika je tukaj nesporno večji favorit Luka. Točke oziroma same številke so na strani Jokarja, ampak okej, no. Tukaj so se Trae Young, Steph Curry, pa saj vemo, no, kdo so ti glavni igralci lige. Kakorkoli, še okoli 30 tekem vendarle je, znano je že po zgodovini igranja Luke v ligi, da po All-Star premoru navadno on prestavi v višjo predstavo, da ne govorim, kaj smo od njega že navajeni v končnici. Ampak saj vemo, MVP se gleda po rednem delu sezone. Seveda, ne gre zdaj za najpomembnejšo nagrado. Sam bi dejal, da gre v tem primeru pri Dallasu predvsem za to, da si zagotovi neko lepo mesto, lepo uvrstitev pred samim začetkom končnice. Zdaj, kaj bi bila lepa uvrstitev? Po mojem mnenju tam 3., 4. mesto, dvomim sicer, da je 3. dosegljivo, ampak Utah na 4. mestu je samo nekaj zmag pred Dallasom, ki je 5. Ne? Od zadaj je pa kar že gužva, tako da ni se tukaj za igrati, preveč izgubljati tekem. No. Zanimivo bo videti, kako se bo ekipa odzvala zdaj, ko se po dolgem času odpravlja na gostovanje iz noči na četrtek, torej sledi tekma o 1:30 proti Miamiju, že tradicionalno težek tekem na njihovem terenu. Ne spomnim se niti natančno, kdaj jih je Dallas na zadnje tam premagal, če sploh kdaj, odkar Luka igra za njih. Zaradi tega so ene izmed boljših moštev na vzhodu, tako da mislim, da se bo splačalo ostati ali pa bedeti le kakorkoli. No. Pa bomo videli, če lahko Luka premaga z Dallasom tudi Miami in še utrdi svojo pozicijo v mestu za MVP-ja. Kakorkoli, kako pa vi gledate na situacijo, kaj menite, je Luka sposoben iti tako daleč, kot meni znan ameriški analitik Nick Wright, in celo dobiti dirko z MVP-ja. Koliko sploh vi date na to, vam je mar, vam ni, vemo, oziroma ni potrebno preveč ponavljati, kaj na to dajo v Ameriki. Tamle se največ vrti ravno okoli te debate in pa seveda nastopa na All-Starju. No, in ko smo ravno pri All-Starju, da ne pozabim, zanimivost, James Harden naj bi celo odpovedal nastop na tekmi All-Star. Saj ste spremljali najverjetneje izbor igralcev med Durantom in LeBronom Jamesom, kaj ne? Če niste, kratek povzetek, James Harden je bil namreč izbran zadnji. Kevin Durant je pa imel na voljo 2 imeni, Rudyja Goberta in Jamesa Hardena. Saj vemo, James Harden je njegov zdaj že bivši soigralec pri Brooklynu in očitno je, da tile odnosi niso bili kaj prida, kajti tudi Durant se ni odločil, da bi v svoje moštvo, pa če tudi gre za moštvo All-Star, vzel Hardena in se raje odločil za Goberta pod pretvezo, da potrebuje nekoga močnega, visokega v raketi, pa saj vemo, za kako resno oziroma vse preko resno tekmo gre na tekmi vseh zvezd. Kakorkoli kot zanimivost, Luka se bo tudi tam pojavil, saj vemo, da ne bo pomote, LeBron James ga je izbral kot prvega med rezervami, tako da ja. No, naslednjič, imejte se lepo. Če vam je bila tale analiza všeč, vas vabim, da se za v prihodnje naročite na moj kanal Greg Skort, da boste takoj obveščeni o najnovejših zadevah. Lepo se imejte, Gregor sem bil z vami in lep pozdrav!